Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. V sredo so se istrski župani sestali z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek in predsednikom uprave Dars Andrejem Ribičem. Na mestni občini Koper so razpravljali o rešitvah za hudo prometno stisko v regiji. Zastoji se bodo še povečali zaradi gradnje dveh mestnih vpadnic, Serminske, ki je že v teku, in Bertoške, katere gradnja se bo začela prihodnje leto pred zaključkom prve naložbe. Ministrica si je tudi ogledala potek gradnje Serminske vpadnice. Projekt, ocenjen na nekaj manj kot 9,4 milijona evrov z davkom, bi moral biti končan do pomladi naslednje leto, a se bo zaradi gradnje kablovoda zamaknil za dobre 4 mesece. Na sestanku so se dogovorili, da bodo med sočasno gradnjo obeh vpadnic začasno ukinili vinjete na hitri cesti H5 med mejnim prehodom Škofije in Koprom. Ta ukrep bo v poletju 2026 izboljšal prometno pretočnost in omogočil podrobnejše analizo vpliva cestninjenja na prometne tokove v regiji ter obremenitev lokalnih cest. Ministrica je župane tudi seznanila s postopkom priprave državnega prostorskega načrta za tranzitno hitro cesto med Koprom in Dragonjo, ki naj bi bil sprejet že prihodnje leto v skladu z novo časovnico. Vodstvo Splošne bolnišnice Izola za letošnje leto napoveduje uravnoteženo poslovanje s programom dela v vrednosti 88 milijonov evrov. Kandidirali bodo za sredstva iz nacionalnega programa za skrajševanje čakalnih vrst, kar bi omogočilo dodatne storitve v višini 7 milijonov evrov. Ob rednem programu načrtujejo več diagnostičnih in kirurških posegov, med drugim dodatno CT in MR preiskavo, ultrazvoke srca in vratnih žil, gastroenterološke preiskave, ORL posege ter operacije žolčnih kamnov, kile, krčnih žil in koreografijo. Prav tako želijo izboljšati zdravljenje mrežnice in vidnih težav pri diabetikih. Ključna izziva ostajata nizke cene storitev in nagrajevanje dodatnega dela, saj brez ustreznega plačila zaposleni niso pripravljeni na daljšo prisotnost v službi, opozarja strokovni direktor Tomaž Gantar. Med investicijami izpostavljajo nakup robotskega kirurškega sistema, gradnjo laboratorija za PET-CT preiskave in prenovo centralnega operacijskega bloka. Direktor Radivoj Nardin poudarja pomen PET-CT aparature za regijo in upa na financiranje strani Ministrstva za zdravje. Ocenjena vrednost je 3 milijone evrov, še milijon bi bil potreben za prostore. V zadnjih mesecih so skrajšali čakalno dobo za več specialističnih pregledov in posegov, a ostajajo dolge v dermatologiji, nuklearni medicini, za prvi kardiološki in urološki pregled ter elektromiografijo. Podaljšale so se tudi za CT preiskave. Ob naraščajočem številu pacientov iz domače regije in drugih delov Slovenije za dodatno povečuje obremenjenost bolnišnice. Sijajna sezona je za našimi smučarskimi skakalci tako v moški kot ženski konkurenci. Na začetku meseca marca so barve odlično zastopali na svetovnem prvenstvu v norveškem Trondheimu, kjer so osvojili kar 5 medalj, od tega 4 zlate. Kot vselej so tudi tokrat vrhunec sezone predstavljali poleti v Planici, kjer so naši orli zgolj potrdili odlično formo, ki so jo kazali skozi celotno sezono. Na posamičnih tekmah sta po eno prvo in eno drugo mesto osvojila Anžela Nišek ter dobitnik malega kristalnega globusa v poletih Domen Prevc. Slednji je z nedeljskim skokom postavil nov svetovni rekord, potem ko je pristal pri 254,5 metrih. Slovenska reprezentanca se je te dni modila v Luki Koper, kjer je prvi stopil pred naš objektiv prav Domen, ki je govoril o načrtih za prihodnost ter o možnosti še daljših poletov v prihodnosti. Ko jih bojo povečali, bo sigurno se dal še dlje leteti, tlej pa ni več nekih rezerv prav velik. Kakšen meter, 2, 3 mogoče, ampak to je to. Sem pa nekako dokazal, da se da. In mislim, da bojo zdaj kako malo povečali letalence, so načrti gotovo že za to in se veselim, da prihodnje lahko začnemo podirati nove rekorde. Ja, zdaj smo tukaj, pa so še ostale sponzorske obveznosti, pa grem še v Zakopane, pa letim itak tujino, aktiven dopust, vedno rad kaj zanimivega, grem probat novega in tako da ja, komaj čakam. Anžela Nišek je prav tako blestel v letošnji sezoni. S 4. mestom v skupnem seštevku je bil najboljši Slovenec v svetovnem pokalu. Na svetovnem prvenstvu je osvojil zlato medaljo na moški ekipni tekmi ter srebrno na mešani ekipni tekmi.
Prav pred svetovnim prvenstvom je, v želji po boljšem zaključku sezone, izpustil nekaj tekem. Ali bo to storil tudi prihodnjo sezono pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki bodo leta 2026 v Milanu? To bomo v bistvu še videli, kako bo vsa sezona potekala, ampak ja, tudi letos pred svetovnim prvenstvom sem se vzel frej, bom tako rekel, nisem še najponsko, je bila taka taktična poteza, kar se mi zdi čisto pravilna in ja, sem v Trondheim prišel res prištiman, tako kot je treba, ampak ja, še vedno se mora veliko faktorjev poklopiti za to, da na koncu prideš do tistega uspeha, za katerega si vedno želiš in ja, verjamem, da bo tudi zdaj. Sanjska sezona je tudi za našo Niko Prevc. Obranila je naziv najboljše skakalke na planetu, saj je tako kot lani osvojila veliki kristalni globus. Poleg tega je osvojila 2 zlati in 1 srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu, takoj zatem pa je v Vikersundu postavila svetovni rekord 236 metrov. Je bila veliko boljša, kot bi se lahko sama zamislila na začetku sezone. Prihodnje boš morala premagati samo sebe. To težje. Pa v bistvu, če se dobro poznam, jaz vem, kaj lahko še izboljšam, tako da mogoče to ne bo tako težko. Je bil podobno kot za Domna, tudi za vas tisti svetovni rekord nekaj še prav posebnega? Ja, jaz, če bi mogla izbrati eno stvar v sezoni, bi izbrala ravno svetovni rekord. Sedaj le še planiram eno smučanje. Tisto manj prijetno je pa, da bom poskusila iti malo nazaj v šolo. Za slovenske smučarske skoke se vsekakor v prihodnje ni za bati. Ankaranski občinski svet je sprejel odlok, s katerim njihova občina ureja prenose posmrtnih ostankov pokojnikov na ankaransko pokopališče. Interes za tovrstni prenos je bil izražen s strani občanov že pred zaključkom gradnje pokopališča. Občina je kasneje pripravila vprašalnik, na podlagi katerega je bil predlagan odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu, ki omogoča prekop ne glede na vrsto pokopa, bodisi žarni ali krstni. Občina izpostavlja, da je pokopališče namenjeno občanom, zato bodo s subvencijami v višini 500 evrov krili del stroškov, svojcem pa bo omogočen pokop v svojem kraju. Prekop bo možen za vse tiste, ki so bili na dan smrtni občani Ankarana oziroma so imeli stalno prebivališče na območju Ankarana še pred njeno ustanovitvijo ter so umrli po letu 2002, ko je bil predviden začetek delovanja prvotnega pokopališča. Subvencije pripadajo vsem tistim, ki bodo prekope izvedli do 31. decembra 2025. Na redni seji občinskega sveta so med drugim tudi sprejeli zaključni račun občine za leto 2024, kjer so bili odhodki za dobrih 36 tisoč višji od prihodkov. Primanjkljaj bo občina pokrila s presežkom iz preteklih let. Prihodki za lansko leto so tako znašali 11,35 milijona evrov, odhodki pa 11,39. Prisotni so bili seznanjeni tudi z informacijo, da je s 1. aprilom začel delovati javni zavod za naravo in družbo Ankaran, kjer se bodo ukvarjali s kulturo, športom, turizmom, naravo ter tudi mladinskimi dejavnostmi ter skrbi za starejše. Svetniki so za konec sprejeli predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o krajinskem parku Debeli rtič, ki določa novega upravljavca parka, ki bo odslej naprej prav omenjeni zavod. Del naše istrske identitete je tudi oljkarstvo, ki je pred meseci že doživelo prelomni trenutek, ko so v Plavjah položili temeljni kamen za začetek gradnje kompetenčnega centra za oljkarstvo in druge mediteranske kulture v okviru znanstveno-raziskovalnega središča Koper. 20 let že prihajajo strani ZRS pobude za tak center, ki bo končno dobil svojo podobo. Včeraj se je gradnja tudi začela, potem ko so prvo oljko zasadili župan mestne občine Koper Aleš Bržan, direktor ZRS Koper Rado Pišot ter predstavnik izvajalcev Makra 5 Rajko Žigante. Gradnja bo potekala tako, da bomo verjetno v prvi fazi si uredili dostop, opazili se, da je cesta, se pravi do objekta od glavne ceste do sem je pač ozka. Vsa infrastruktura, ki je predvidena, gre znotraj te ceste, tako da v prvi fazi pričakujemo, da bomo se lotili si urediti ta dostop, da si ga razširimo malo, da lažje dostopamo. Usporedno bo šla rušitev in zemeljska dela
tlem pa je pač predvidena, da naredimo v bistvu garažo, pritličje pa nadstropje. Tako da objekt je sorazmerno velik, lepo umeščen v okolje, je pa se pravi, kar se pa tiče gradbišča, dovolj prostora, tako da se da lepo organizirati gradbišče. Po besedah predstavnikov ZRS bo center odprt tudi za oljkarje onstran meja, saj je laboratorij mednarodno akreditiran, k temu pa pripomore tudi ugodna lega in bližina tako Italije kot Hrvaške. Investicija bo stala nekaj več kot 4 milijone evrov, ki je bilo zagotovljenih iz integralnega proračuna, velik delež opreme pa so že nabavili tudi iz evropskih projektov. Predviden je, kot rečeno, center odličnosti za oljkarstvo in mediteranske kulture. Se pravi, tle se bo preselil v laboratorij Inštituta za oljkarstvo in večino tudi služb Inštituta za oljkarstvo. Predvidevamo pa, da v bodoče, torej v naslednji fazi, to je nekje prva faza, v naslednji fazi tudi širitev tega. Tle naj bi dobili prostore tudi Inštitut za vinogradništvo in vinarstvo in pa delno Mediteranski inštitut za okoljske študije. Za nas pa je zelo pomembno, da bi tukaj ustvarili tudi prostor, kjer bo z mini oljarno in z pač vsemi ponudenimi znanji strokovnih služb tudi zagotovljeno združenje oljkarjev in oljkark in pa, kot smo že večkrat omenili, povabili smo v tesno sodelovanje tudi predstavnike Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki s svojimi službami poskusnim centrom za oljkarstvo tudi sodelujejo z nami. Večji del sredstev je predviden v letošnjem letu, tako da računamo tudi, da bo večina del narejenih v letošnjem letu in pa do konca naslednjega leta tudi zaključek dela. Plavje bodo, v šali rečeno, postale prestolnica oljkarstva, na kar so v tamkajšnji krajevni skupnosti zelo ponosni. Ponosni, nosi oljkarstvo na Plavjah je pravzaprav, lahko rečemo, tudi doma, glede na to, da smo imeli še do nedavnega eno najstarejših delujočih torkelj ali oljarn v slovenski Istri. Tako da je to eno zdravo nadaljevanje ali pa eno naravno nadaljevanje tega, da imamo na Plavjah v bistvu zdaj kompetenčni center. V današnjem času se vse bolj zapletamo v nevidne niti digitalnega sveta. Telefoni so postali naši stalni spremljevalci. Nova uprizoritev gledališča Koper Ostržek, namenjena učencem druge triade osnovne šole, ozavešča mlade gledalce in njihove starše o pretirani uporabi pametnih telefonov ter njihovem vplivu na otroštvo. Ohranja ključne postaje Ostržkovih dogodivščin, a jih umešča v sodoben kontekst. Pripoved Karla Kolodija sta za oder priredila režiser Jaka Ivanc in dramski igralec Luka Cimprič, ki nastopa v naslovni vlogi. Ful je bilo fajn, ker sta tudi z Jakatom oba dva očeta, tako da je ta neka očetovska zgodba, kako si pač oče želi imeti otroka in pač, ker ga ne more narediti, si ga pač tudi naredi iz lesa in vse to. Ampak na koncu se pa tako mogel, ko bi rekel, tekst naučiti, pa vse to. Mislim, ni da mi je bilo kaj lažje, ne, ampak v enem trenutku sem se pač tudi od te, kot pisec pač mogel umakniti in pač narediti svojo vlogo. Ampak ja, mislim, imelo zato fajn, ker na koncu mi tako je stal na odru in ostali in da je to pač predstava, ki lahko postane del nekega železnega repertoarja gledališča Koper, sploh da lahko več let tle, ne da naredimo nekaj, pa pač pol ni dober, pa čez 2 leti, 1 leto ta predstava umre, ampak da ima čim daljšo trajanje. V uprizoritvi se Ostržek in njegov prijatelj Stebelj se ne znajdeta več v tradicionalni deželi igrač, temveč v deželi telefonov in virtualnih svetov. Namesto, da bi se brezskrbno igrala na prostem, ju posrka digitalna zasvojenost. Uprizoritev odlikuje bogata likovna podoba, ki so jo poleg režiserja soustvarili scenograf Damijan Krcina, kostumograf Andrej Vrhovnik, avtor glasbe Davor Herceg in oblikovalec svetlobe Jaka Varmuš. Na odru bodo nastopili še Mojca Partlič, Mak Tepšič, Blaž Popovski, Igor Štamulak in Sara Gorše. Ja, ponavadi je tako, da kogarkoli vprašaš, kaj je Ostržku, reče, ja vem, to je kaj lagal, pa mu nos rasel. In načeloma je pa to se dejansko zgodi v 5 stranih, v 200 plus strani dolgi knjigi. In rad bi, da se nekako otroci prepoznajo in da vejo, da niso sami v težavah, na katere naletijo v svetu, ne, kot odraščajoči. In Ostržek je nekakšen sinonim za otroka, ki se ne znajde v svetu odraslih. Otroci so načeloma prijazni, prijetni, neškodljivi, ampak svet, v katerega so vrženi, je pa zelo krut.
In danes je ogromno otrok, ki so vrženi v ta svet in prepuščeni na nek način sami sebi. In se mi zdi, da ta trenutno moderna tehnologija ni nekaj, kar bi a priori olajšala življenja, ampak jih samo oteži. Premiera bo v gledališču Koper jutri zjutraj, predstava pa bo zaživela jeseni. Na temo zasvojenosti od ekranov bodo predstavi priložili še pedagoška gradiva za učitelje, s katerimi bodo učence nagovorili o problematiki. Univerza na Primorskem je pred dnevi objavila razpisa za prihodnje študijsko leto, in sicer za magistrske in doktorske študijske programe. Za vpis v prve letnike je bilo na 34 magistrskih programih razpisanih 1094 mest, od tega skoraj 88% za redni študij, ostalo pa za izredni. Mesta so razporejena na več strani, 56 jih je namenjenih Slovencem brez slovenskega državljanstva, 136 pa za državljane nečlanice Evropske unije, ki prihajajo iz držav Zahodnega Balkana, s katerima ima Republika Slovenije sklenjene bilateralne sporazume na področju izobraževanja. 61 mest pripada državljanom ostalih držav, ki niso članice Evropske unije, 62 mest pa kandidatom za vzporedni študij. Kar se samih programov tiče, sta ponovno razpisana andragogika ter matematika s finančnim inženiringom, medtem ko se bodo študentje lahko odločili za nov študijski program izobraževalna matematika. Dodati velja, da bodo 4 programi tudi v angleškem jeziku, in sicer management, matematične znanosti, podatkovna znanost ter trajnostno grajeno okolje. 171 mest je razpisanih za izredni doktorski študij, ker bo na voljo 16 programov, od katerih jih bo 6 tudi v angleščini. Med slednje spadajo management, matematične znanosti, obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, računalništvo in informatika, suicidiologija in duševno zdravje ter varstvena biologija. Vpisi se začenjajo 8. aprila. V torek je občina Piran na liniji mestnega avtobusnega prometa uvedla 3 nova avtobusna postajališča, ki so umeščena na naslednjih lokacijah. V Luciji na Liminjanski cesti pred športno dvorano v smeri proti osnovni šoli Lucija stoji postaja Liminjanska 1, pred krožiščem na podvozni cesti pa postaja Liminjanska 2. V Strunjanu pa se postajališče AP Borgola nahaja ob novem krožišču. S tem bo izboljšana dostopnost za lokalno prebivalstvo in obiskovalce, obenem pa bodo novi ukrepi prispevali k zmanjševanju negativnih vplivov prometa na okolje. Ta korak je del širših prizadevanj za uresničevanje strateških ciljev trajnostne mobilnosti, saj si občina Piran sistematično prizadeva za zmanjšanje individualnega prometa in aktivno spodbuja uporabo javnega prevoza kot ključnega elementa zelene in okolju prijazne mobilnosti. Študenti arhitekture so dobili nov kavč, ki ga bodo lahko uporabljali za sprostitev med študijem. Kako so ga spravili do faksa, pa poglejmo v videu. Kako je? Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. V soboto 5. aprila se bo ob 11:30 v Lutkarnici v Kopru pričela lutkovna predstava Začarani čajnik. Ob 17. uri v Kulturnem domu Izola sledi gledališka predstava za otroke z naslovom Mala čarovnica Lili, lov za izgubljenim zakladom. Ob 18. uri bo v Narodnem domu Pobegi potekal folklorni večer in razstava likovnih del Danijela Bucaja Paradiža, ki bo obiskovalce popeljala skozi bogato kulturno izročilo. Ljubitelji zborovske glasbe bodo lahko ob 19. v Zadružnem domu Korte prisluhnili koncertu 56. revije Primorska poje, kjer bodo nastopili odrasli pevski zbori. Prav tako ob 19. uri pa bo v novih prostorih Kluba študentov občine Koper potekal glasbeni večer, kjer bosta nastopila DJ-ja Bromance in Vujani. Med 5. aprilom in 3. majem bo v galeriji Drat v Izoli potekal 4. slovenski teden Nakita 2025, ki bo predstavil unikatna dela sodobnih oblikovalcev nakita.
V torek 8. aprila pa bo ob 19. uri v Art kinu Odeon v Izoli potekal kino v živo s projekcijo filma Novi sošolci režiserja Tonija Cahunka. Temu pa bo sledil še pogovor s filmsko ekipo. V četrtek 10. aprila bo ob 20. uri v Centru mladih Koper potekal stand-up večer z naslovom Zagnani neznani, kjer bodo občinstvo zabavali Matic Kokošar, David Gorinšek in Dejan Ikovic Buši. V petek 11. aprila bo ob 19:30 v gledališču Tartini v Piranu potekal koncert v sklopu cikla dogodkov Piranski glasbeni oder. Tokrat se bo predstavila skupina Salamander v duhu džeza in šansonov. Ob 19. uri bo v Kulturnem domu Izola na sporedu gledališka predstava Čas pa kar teče v izvedbi Cukr teatra Piran. Ob 20. uri pa v Art kavarni Odeon v Izoli sledi koncert kitarskega samouka Elvisa Šahbaza, ki bo svojo akustično kitarsko glasbo ustvaril intimno vzdušje. To je z naše strani vse, lep pozdrav in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.